Zakon mladega para iz vojske se na grozljiv način razbije. Manj kot leto dni potem, ko sta si obljubila večno zvestobo, Troy Hildebrand je bil tisto noč ustreljen v glavo. Tih nad njenim levim sencem in to je vzelo življenje. in zdaj je eden od teh mladoporočencev na sojenju, obtožen, da je ubil svojo ženo. Kje je ona? Kaj se je zgodilo? Kdaj jo bomo našli? To so vprašanja, ki si jih zastavljajo vsi ostali v življenju Saraj Haldeman. Razen obtoženca Zarija Sultanbranda, saj je on že poznal vse te odgovore. Ta primer je tragedija. Srce parajoče. To ni umor. Porota bo morala odločiti, ali je šlo za zločin iz strasti ali grozno nesrečo. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law & Crime. Sem Jesse Weber. Mimogrede, dan očetov je tik pred vrati. Imate darilo za očete tam zunaj? Če ga nimate, razmislite o tem. Spoznajte pametni mesni termometer Chef IQ Sense. To je skrivnost kuhanja na ravni restauracije brez stresa. Torej, ne glede na to, ali ste izkušen mojster žara ali pa želite poleti speči nekaj stejkov, je pametni termometer prava revolucija. Nič več prepečene hrane, nič več ugibanja, ali je jed že gotova. Ne, Chef IQ vam natančno pove, kdaj je vaše meso pripravljeno, na vsakem koraku. Samo vstavite brezžično sondo, izberete svoje nastavitve, se sprostite in počakajte na obvestila aplikacije, brez da bi morali ves čas stati ob žaru. Deluje tudi s pečicami, prekajvalniki, kuhalnimi ploščami, cvrtniki na vroč zrak in za vse vrste beljakovin, od pečenke do perutničk do lososa. Rezno, za ta očetovski dan je čas, da dvignete standarde, brez besedne igre in kuhate samozavestno. Uporabite kodo Sidebar za 40% popusta na celotno ponudbo na chefik.com. Kar bi moral biti začetek zabavne, vznemirljive pustolovščine za mladoporočenca, se konča v tragediji. Soraya Barney nikoli ne bi dočakala več kot 21 let. In moški, s katerim se je poročila, začne svojo povsem drugačno pustolovščino. Drugačno pot, saj se mora pred poroto svojih vrstnikov zagovarjati zaradi obtožb umora. Pozorno spremljamo sojenje Zariusu Hildebrandu iz Anchoragea na Aljaski, ki se je danes začelo z uvodnimi izjavami. O tem smo že poročali in vse pomembne poudarke, ki jih morate vedeti, najdete prav v tej epizodi Sidebar. Ampak najprej vam moram dati nekaj konteksta. Moram vam predstaviti ozadje zgodbe. Moram vam povedati, kako smo prišli do sem. September 2021. Zarius Hildebrand se je po poročanju Anchorage Daily News pridružil vojski in aprila 2022 prispel na Aljasko. Ameriška vojska je za Daily News povedala, da je bil član topniške posadke. Dodeljen je bil dve pehotni brigadni bojni skupini zračno-desantni enoti 11. zračno-desantne divizije. Nameščen je bil na skupni bazi Elmendorf-Richardson. V istem obdobju je bila Soraya Barney v Utahu, kjer je po poročanju Daily News služila v nacionalni gardi kot operaterka radarskega sistema za iskanje topniškega ognja. Njuna ljubezenska zgodba se je po poročanju začela poleti 2022. Takrat sta se spoznala med osnovnim usposabljanjem v vojski. In po kratki zvezi nadaljavo sta se do konca leta poročila. Na koncu sta začela živeti skupaj na Aljaski. Takrat je bila Soraya dodeljena štabu in štabni četi Aljaške vojaške nacionalne garde. Delala je tudi v lokalni restavraciji z imenom Bread and Brew, ki jo bomo še večkrat omenili. Zdelo se je, da sta bila Soraya in Zarius odlična. Končno sta se ustalila v svojem novem življenju kot poročen par. Spet naj bi bilo to razburljivo obdobje. Toda avgusta 2023 se je vse spremenilo. Saraja bi bila mrtva. In nekaj dni kasneje bi bil njen mož aretiran in obtožen umora prve in druge stopnje ter prirejanja dokazov. In zdaj je tukaj veliko vprašanj. Zakaj bi Zarius po mnenju preiskovalcev želel ubiti svojo novo ženo? Ali so bile težave že od začetka? Kaj točno se je zgodilo tisto noč, ko je umrla? V torek smo objavili epizodo, v kateri smo predstavili ozadje tega primera, časovnico skozi kazensko ovadbo ter odzive Sorayine lastne matere med potekom preiskave. Oglejte si ta video na YouTube kanalu Law & Crime. Lahko si ogledate celotno epizodo. Ampak danes imamo sojenje, imamo prvi dan. Današnja epizoda je namenjena pripovedovanju te zgodbe skozi tožilstvo in obrambo v njunih uvodnih izjavah. No, mimogrede, kot sem že rekel, uvodne izjave včasih ne bi smele biti odločilne, ampak porota pogosto odloči primer na podlagi uvodnih izjav, čeprav to niso dokazi. To je pač človeška narava. O tem obstajajo tudi študije. Kako vsaka stran oblikuje svojo pripoved. In v tem primeru imate poroto, ki jo sestavlja 9 moških in 7 žensk. Začnimo s tožilstvom. Kako so predstavili primer, kako so opisali, kaj naj bi se zgodilo v noči domnevnega umora.
V nedeljo, 5. avgusta 2023, je Sarja načrtovala nekaj dogodkov in daril, saj je bil toženkin 21. rojstni dan. Načrtovala je, da bodo šli s prijatelji ven. Nekaj jih je prišlo na obisk. Naredila mu je darilo v obliki pivske torte. In bila je navdušena, da bo praznovala njegov rojstni dan. En od teh prijateljic, ki je prišla na obisk, je bila Marija Vance. V njihovo stanovanje na naslovu Mockingbird Drive, 5210, enota 13. Marija je postala prijateljica z Zarjo, odkar se je preselila na Aljasko. Bili sta neločljivi, ves čas sta si pisali sporočila. Tisti dan sta bili skupaj. Tistega jutra sta šli v telovadnico, kot sta pogosto počeli. Nato pa sta opravili še nekaj opravkov v pripravah na njegov rojstni dan. Kasneje tistega večera je skupina odšla v Dave & Buster's. Osvojile so nagrade, igrale igre in se zabavale. Sarija je bila izjemno navdušena, ko je osvojila pišasto igračo Pikalarik. O tem je pisala svoji mami. Celo iskala je na Googlu, kako osvojiti največ točk v Dave & Buster's. In res je zmagala. In svojim možem sta posnela fotografijo, da bi to proslavila. Po obisku Dave & Buster's sta odšla. V Dave & Buster's je bila precej večja skupina in potem je nekaj izmed njih šlo v center mesta. Ljudje, ki so šli v center mesta, so bili Logan Coven in Zachary Farrar. Farrar je bil prijatelj z obtožencem. Prav tako sta bila Marie Vance in njen prijatelj Isaac Mulholland, bolj prijatelja s Sorajo. Ko so prišli v Gaslight, obtožencu ni bil dovoljen vstop. Bil je malo razočaran, vendar je Soraja na koncu naročila Uber, s katerim je odpeljala obtoženca, Marija in Izaka, nazaj na naslov 5210 Mockingbird Drive. Marie in Izak sta šla vsak svojo pot na parkirišču, medtem ko je Soraja stopila skupaj z obtožencem in mu pomagala, čeprav je hodil brez težav. Vstopita sama. In to je bilo zadnjič, ko so Sarajo Hildebrand videli živo. Torej, do te točke se sliši, kot da sta par imela zabaven večer s prijatelji, praznovala Zarin rojstni dan, bila v Dave & Buster's, poskušala priti v klub, jima je bil vstop zavrnjen, na koncu sta prišla domov. Veste, nič nenavadnega. A potem tožilec udari s tisto zadnjo vrstico. Po tisti noči je nihče ni več videl živo. Poslušajmo, kako tožilec predstavi, kaj preiskovalci menijo, da se je zgodilo na to. V tistem stanovanju tisto noč sta bila samo ona dva. Po besedah obtoženke sta šla v nekem trenutku noter, verjetno je ona peljala pse ven. Celo zafrkavala sta se med seboj, se norčevala drug iz drugega, preden sta zaspala. Vendar pa med 2.12 in 2.24 tistega jutra. Tistega dne je Soraja našla dokaze, da jo je obtoženec varal. Na Snapchatu in Instagramu je pošiljal fotografije dekletom in ponujal, da je kot pelja na Aljasko, prejemal fotografije od njih, pošiljal smešne stvari, celo ponujal, da jih poljubi in jim polepša dan. Zadnja fotografija, ki jo tisto noč vidimo na Sorajčinem telefonu, je bila ob 2.24. Potem je ob 2.40 Marie prejela klic s Sorajčinega telefona. Nažalost je bila že nekaj časa doma, ni ga videla, klic je ostal neodgovorjen. Samo 8 minut kasneje, ob 2.48 zjutraj. Ob 2.44 je 911 prejel klic od Taylor Engstrom, sosede iz stanovanja čez dvorišče. Poklical je in rekel, da je bilo pred približno 30 sekundami slišati strel. Slišalo se je tik pred mojim oknom, bilo je zelo glasno. Ne vem, od kod je prišel, ampak on je to prijavil. Soraja Hildebrand je bila tisto noč ustreljena v glavo. Tik nad njenim levim sencem, in to je končalo njeno življenje. Torej, zdaj začenjamo videti, kako tožilec postavlja prizorišče, kaj ne? Noč se je začela popolno, a zdaj nazaj v stanovanju pridejo na dan razpoke v odnosu, kar po mnenju tožilcev vodi do usodnega zaključka. Toda tožilstvo mora seveda predstaviti dokaze, kaj ne? Dokaze, ki povezujejo Zariusa s tem umorom. Tako je opisala dejanje obtoženega po domnevnem umoru. V tistih zgodnjih jutranjih urah so se policisti odzvali na tisti klic na 991, vendar niso neposredno vedeli, od kod prihaja. Tisto noč niso imeli priložnosti stopiti v stik z obtoženim. Naslednje jutro
Zgodaj zjutraj v nedeljo, 6. avgusta, okoli 9:10. Od Soraje ni bilo glasu. Ni bilo sporočil, od nje ni bilo glasu. Marie Vance je na koncu poslala sporočilo, mislim, da preko Snapchata, in vprašala, kako se počutita Soraya in obtoženec. Prejela je odgovor s telefona Soraye, vendar ni bil od Soraye. Ta odgovor je bil od obtoženca, ki je poslal dvignjen palec in sporočil, da se počuti v redu. Marija je vprašala, ali bi šli na kosilo in kaj pojedli, verjetno zato, da bi se zaradi vsega tistega jutra počutila bolje. Obtoženec je rekel, ne moremo iti, ne želimo iti. Sarija je tisti dan že odšla in ob 10. uri peš odšla v službo. Marija je to zdelo nekoliko nenavadno, glede na to. Obtoženka je rekla, da je Soraya pozabila svoj telefon. Soraya je bila vedno na telefonu. 21-letnica na Instagramu, TikToku, Snapchatu pošiljala sporočila povsod po svetu. Vendar ni vztrajala pri tem. Tudi to se je zdelo nenavadno, saj je prejšnji večer Soraya rekla, da namerava poklicati v službo in povedati, da je ne bo. Zato ni pričakovala, da bo Soraya šla v službo, kaj šele, da bi šla peš. Ampak razumela je, da ima obtoženka njen telefon in da ji bo prijateljica kasneje sporočila kaj novega. Saj upala je tako. Ampak ni. V nedeljo, 6. avgusta, Marija ni bila edina, ki je prejela sporočila s Sarajnega telefona. Nadia Jones je bila Sarajina vodja v Bradenbru. Ob 10:44 dopoldne je prejela sporočilo. Hej, tukaj Soraya. Danes ne morem priti, podala je izgovor. Nadia je to vzela zares in tisti dan nihče drug ni prejel sporočila s Cyrusovega telefona. Marija je nekajkrat stopila v stik med koncem nedelje, pošiljala zasebna sporočila ali smešne videoposnetke in spraševala, kje si? Zakaj se nisi pogovarjal z mano? To je bil namreč najdaljši čas v njunem prijateljstvu, ko se nista pogovarjala. Zato se ji je zdelo zelo nenavadno. Zdaj se zdi, da soražini prijatelji mislijo, da je na delu, vendar njen vodja očitno prejme sporočilo, da je odpovedala prihod. In zdaj ljudje postajajo nekoliko sumničavi, še posebej, ker tožilec pravi, da od Soraye, ki je običajno prilepljena na svoj telefon, nihče ni slišal ničesar. Zdaj sta minila že 2 dni od večera, ki ga je skupina preživela zunaj. Prišel je ponedeljek, 7. avgust. Obtoženka je šla v službo. Od enega svojih prijateljev, s katerim dela na vojaški bazi, je slišal, da se je zdel nekoliko čuden, zato ga je vprašal, je vse v redu? Rekel je, ja, samo nekaj se dogaja, kasneje ti bom povedal več o tem. To je to. Potem, okoli poldneva, zgodaj popoldne, Marie ponovno prejme klic iz Sarajnega telefona. To je gospod Hildebrand. Rekel je, hej Soraya, pogrešamo že od včeraj ob 10. uri zjutraj. Marie reče, kaj misliš s tem? Minilo je že 30 ur, nima svojega telefona. Takoj jo začne skrbeti. Reče mu, pridem takoj, ko bom lahko, takoj po službi, vendar je tam obtičala še nekaj ur. In res je šla naravnost tja. Vprašala je, si jo prijavil kot pogrešano? Kje bi lahko bila? Zelo jo skrbi za prijateljico, ker je že tako dolgo pogrešana, nima telefona in se ji ni oglasila. Ko je bila Marija z obtožencem, so se začeli klici v bolnišnice, zapore in celo na 911, kar prej še ni bilo storjeno. Marija je opravila ta klic. Z njo nisem govoril že 2 dni. Vem, če sem te slišala od nje v zadnjih, recimo, 30 urah. In slišali boste celoten pogovor. Bil je tam in Marija je dala na zvočnik, da je lahko odgovarjal na vprašanja, na katera ona ni poznala odgovora. Ampak Marija je opravila ta klic ob 17:34. Medtem ko so čakali, da pride policist APD, so začeli iskati. Stanovanja na naslovu Markamova cesta 5210 so na dnu vašega zaslona.
Zgoraj desno, na Tudorjevi ulici, je kraj, kjer je Soraya delala v Red and Brew. Zato so začeli iskati na tem območju. Kje bi lahko bila? Hodili so po gozdu in se umazali z blatom. V tem času je Marija iskala. Naj pokličem 112. Obtoženka je bila z njo. In čakajo na APD. Prosili smo jih, naj še nekajkrat pokličajo, da obvestijo APD, kje so in kdaj prihajajo. To ni bil edini klic, s katerim so obvestili Sarijo o incidentu. Meredith Barney, Sarijina mama, je poskušala poklicati v Utah ob 19:44 po aljaškem času, bila je 22 ura. Po njenem času od obtoženke Zarije Hildebrand. Hej, Soraya je pogrešana. Pogrešana je že več kot 33 ur. Povedal je isto naučeno zgodbo. V nedeljo je ob 10. uri odšla v službo. Telefona ni vzela s seboj. Nismo slišali nič od nje. Meredith je takoj skočila na letalo. Prihaja poiskat svojo hčerko. Na letalu se usklajuje s svojo družino, da bi naredili plakat za pogrešane osebe, da bi poskušali najti Sorayo, celo ugotoviti, ali lahko izsledi telefon, vse te stvari. A tisti dan je ni našla. Še ena stvar, v ponedeljek, 7. avgusta, je policist APD Zang res prišel na kraj dogodka in obtožencu je zastavil veliko vprašanj. Ali je Soraya že kdaj prej izginila? Ne, dobili smo isti naučen odgovor. Odhod ob 10. uri zjutraj peš na delo. Ni imela telefona. Kako ve? Ne ve, kaj se je zgodilo. Vprašal je, ali je kdaj imela samomorilne težnje ali kaj podobnega, kar bi to lahko pojasnilo. On odgovori, ne, sploh ne. Ne vem, kje je. Ko je šel v službo, je bila oblečena v črno. Črna majica z motivom. Ne vem kam. Pozabila je telefon. Ni je več. Kasneje tisti večer sta prišla na obisk eden od skupnih prijateljev Marie in obtoženca, Dale in Bates. Dale je delal v vojski z obtožencem, Marie pa je poznal prek drugih skupnih prijateljev. Marija je bila takrat prekrita z blatom. Bil je pozni večer. Morala je peljati svojega psa ven. Tako se je na kratko srečala z Dalenom. Ampak Dalen je bil tisti, ki je šel noter in preživel čas z njim, da bi preveril, kako je njegov prijatelj. Skrbelo ga je zanj, pripravil mu je večerjo. In potem je opazoval, kako Azari in Hildurin joka. Mislim, da je bil to grd jok. In je rekel, krivim sebe, vse je moja krivda. Ampak potem moral bi jo peljati v službo tistega jutra, je jokal. Medtem ko so ga prijatelji poskušali potolažiti, saj je mislil, da je njegova žena pogrešana. Tako tožilci izpostavijo pomembno točko. Domnevno je Zarijas, njen mož, potreboval vsaj en dan, da je prijavil izginotje svoje žene. In zdaj jo njena družina in prijatelji že iščejo. Zarijas naj bi policiji povedal, da ni v Sorayini naravi, da bi pobegnila in naj bi jokal prijateljem, da je to njegova krivda. Tožilec tudi omenja, da Soraye ne išče samo policija. Zdaj so v iskanje vključeni tudi vojaški viri. Več kot 70 vojakov naj bi pomagalo preiskati območje. Toda ena oseba, ki očitno ni sodelovala v začetnem iskanju, obtoženec, njen mož, naj bi dejal, da je izgubil denarnico in je moral ostati ob strani. Torej, ker ni nobenih znakov Soraye nikjer, začnejo detektivi pregledovati dokaze, ki jih imajo do zdaj, kaj ne? Izjave, klice na številko 911 in celo so šli govoriti z obtožencem samim o tem skupnem stanovanju. Pustil si jih noter, pogovarjal si se z njimi. Dal je isto naučeno zgodbo. Odhod v službo ob 10. uri zjutraj. Pozabila je telefon. Ne vem, kaj se je zgodilo. Povedal jim je, bil sem doma celo nedeljo, samo vegetiral, veš, nekako okreval. Nisem zapustil hiše. Tako so ga začeli spraševati, v redu, kaj se je zgodilo v nedeljo zjutraj. Rekel je, da sta se zbudila ob 8:30 ali 9. uri, potem ko sta spala skupaj v isti postelji. In da je ona ob 10. uri odšla v službo. Ob 10. uri je peš odšla v službo, kar je bilo prvič, da je to storila, saj še nikoli prej ni šla peš. Pojasnil je, da sta morda bila še vedno malo omamljena, zato je bila ona zadržana glede vožnje. Vendar. Ko so ga vprašali, kdaj naj bi prišla domov, je rekel ob 19. uri v nedeljo 6. avgusta. Ob 19. uri je ni videl. Zato se je odločil, kot je povedal detektivom, da bo počakal do 21. ure,
da se prepriča, ali se ni izgubila ali kaj podobnega. In potem je rekel, da je šel ven iskat, se peljal po parkirišču Bradenbru in povsod iskal. In kmalu bomo prišli do tega, kaj je tisti večer počel. Ko so ga vprašali, zakaj si tako dolgo čakal, več kot 30 ur je trajalo, da je prijavil njeno izginotje. In rekel je, nisem vedel, ali je resno, nisem želel nikomur tratiti časa. Ko je detektivka Clark vprašala, kje misliš, da bomo našli Sorajo? Zastal je, okleval, globoko vdihnil. Slišali boste veliko takšnih izjav. Rekel je, mislim, da bo v radiju 2 do 3 mil od tukaj. Kasneje bomo izvedeli, da je to bilo pravilno. Tožilec bo kasneje govoril o tem, kje so našli Sorajo, ampak najprej omeni nekaj domnevno sumljivih predmetov v stanovanju. Medtem ko so se policisti pogovarjali z njim, detektivka Clark in detektivka Elby sta si ogledovali stanovanje in bili z njim v dnevni sobi. Na mizi sta opazili komplet popolnoma novih rjuh. Vprašali sta ga o tem. Rekel je, jaz sem najboljši. Nikoli nisem bil niti na oddelku z rjuhami v Fredmarju. Verjetno jih je kupila, ko sem bila prejšnji teden na terenskem usposabljanju. V redu. Policisti vprašajo, ali lahko pogledajo po stanovanju, samo da se prepričajo, da ni v kateri od sob, ki jih ne vidijo. Dovoli jim, reče kar naprej. Poglejte. Policisti to storijo. Soraje ne najdejo. Na neki točki so opazili, da je na njegovi posteli, ki jo je delil s Sorajo, zaščitna prevleka za vzmetnico, kot nadvložek. In vprašali so ga, zakaj nimaš rjuh na posteli. On reče, jih imam. So pod nadvložkom. Detektivi vprašajo, zakaj bi jih dali pod nadvložek. On reče, dobili smo vzmetnico od nekoga sumljivega, zato tukaj vam bom pokazal. In dvigne rob nadvložka ter pokaže rjuhe. Ko to naredi, detektivi opazijo, da je pod posteljo prazen prostor. Ni posteljne podlage. Vprašajo ga, hej, lahko pogledamo pod posteljo. Gospod Hildebrand ponudi drugo možnost. Imam nerodne stvari, tam spodaj imam nekaj, ni primerno. Detektiv samo poudari, da želijo preveriti, če ni spodaj. On reče, ni, ne bi se prilegla. Detektivi takrat sprejmejo ta odgovor in odidejo. A preden so odšli, so postavili še nekaj vprašanj. Hej, trenutno imaš njen telefon. Pravkar smo videli, kako ga je njena mama vzela skupaj z njenim prenosnikom. Mi lahko razložiš, kako je to mogoče, če je odšla ob 10. uri zjutraj? V nedeljo, kako je Nadia Jones prejela sporočilo ob 10:44, če si imela njen telefon. Zato nimam razlage, gospod. To je bil njegov odgovor. Zato nimam razlage. Tisto noč oziroma tisti večer je obtoženka tudi prvič obiskala njeno delo. Vstopila je v torek, 8. avgusta. Ena od zaposlenih, s katero je imel stik, je bila Kailani Thompson. Ni bila zelo blizu s Sorajo, vendar je delala z njo. Jo je kar dobro poznala. Vedela je, da je v soboto šla ven. Ni bila presenečena, da je v nedeljo ni bilo. Ko pa je prišel, vam bo Kailani povedala, kako čuden je bil njegov občutek. Bil je živčen, se je ves čas praskal, ni je pogledal v oči, ni pogledal nikamor drugam. Zato se je to zdelo nenavadno in mu je začela postavljati vprašanja. Ni hotel odgovoriti. Nekateri so ji rekli, naj ga ne sili. Njegova žena pogrešana. Vendar. Ko je videla obtoženca zunaj z nekaj člani tiste vojaške iskalne ekipe, o kateri smo govorili, se je smejal, bil nasmejan in se šalil. Mislim, da je opisala, da so se smejali in zabavali, kar jo je zelo zaskrbelo, ker Soraja manjka. Ampak to je obtoženec naredil. Zdaj v sredo, 9. avgusta, skozi to preiskavo pravzaprav želim se vrniti še na eno točko. Ko je 8. govoril z detektivi, je sprva rekel, da je bil ves dan doma v posteli. Ko so rekli, hej, preverili bomo kamere, je še kaj drugega? Je rekel, pravzaprav sem opravil nekaj opravkov.
Šla sem v Fred Meyers in kupila stvari za guacamole salsa, šla sem tudi v Crown Jewel. Torej to spremenil iz tega, da je bil ves dan doma. Na tej točki se obtoženec domnevno trudi razložiti policiji, zakaj so sporočila prihajala s telefona Soraje, čeprav je po besedah Zariusa svoj telefon pustila doma, ko je šla peš v službo. In celo sodelavka Soraje naj bi opazila, da je nekaj narobe, ko je govorila z obtožencem. Prav tako je dejstvo, da je domnevno policiji rekel, da ob nedeljah, veste, samo poležava. Potem pa je dejal, da je v resnici opravljajo opravke. Prav ti opravki se bodo ponovno pojavili med uvodno izjavo. Ampak zdaj hitro preskočimo na 9. avgust, torej 4 dni po večeru skupine, in policija je spet v stanovanju para, tokrat z nalogom za preiskavo. Na prvi pogled, kot da bi bili tam, ni bilo ničesar očitno nenavadnega. Kumarica Rik je bila spet na postelji. Ko pa so začeli bolj podrobno opazovati, So začeli opažati rdečkasto rjave madeže. Ko so začeli bolj podrobno opazovati, so lahko videli tiste rdečkasto rjave madeže, več kosov po celem stanovanju. In to je tisto, kar so videli, ko so dvignili posteljo. Ne gre za nerodne spolne zadeve, ampak za vzmetnico, tako prepojeno s krvjo, da se je ob obračanju celo ogrodje odtisnilo v kri. Opazili so tudi vedra za čiščenje tal in razkužilne robčke, več različnih stvari po celotnem stanovanju. Obstajalo bo dovolj dokazov o tem, kaj je bilo najdeno na kraju zločina v njegovem stanovanju. Še ena stvar, ki so jo našli, je bila v dnevni sobi, med blazinami na kavču, svetlo rjav 6-strelni revolver, skrit med stvarmi. Prav tam na mizi so našli pisma, ki jih je napisal obtoženec, v katerih piše: Ne vem, kje si, upam, da te najdejo živo. Če ne, če jo najdejo živo ali mrtvo, prosim, pokopljite jo z menoj. Ampak ena stvar, ki jo reče, je: Ljubil sem jo v pretekliku. Sara je še vedno pogrešana. Ena naslovil tudi na EPD. Vsem ljudem, ki delajo na primeru, se opravičujem, da. Informacije, ki sem vam jih dala, niso bile najboljše. Hardpiss, Sarah Silverman. Med krvjo, rjuhami, pištolo in temi zapiski, ki jih je domnevno napisala obtoženka, se preiskovalci pripravljajo, da bodo še natančneje preiskali okolico stanovanjskega kompleksa za kakršnekoli sledi Soraje. V četrtek 10. avgusta ponovno preiskujejo območje med njenim stanovanjem in Brandonovo sobo. Na zemljevidih in fotografijah, ki jih boste videli skozi celotno sojenje, boste opazili, da je ob stanovanjskem bloku servisna cesta oddaljena manj kot 100 metrov, morda nekaj 100 metrov. Med iskanjem naletijo na smetnjak. 99-galonski smetnjak na kolesih. Nalepke so še vedno na njem. Tukaj je popolnoma nov. Ker je bila najeta ekipa za urejanje okolice strani oddelka za parke in rekreacijo, so čistili območje, ga našli in dali v svoj tovornjak. Morda sem bila malo navdušena, ker sem dobila popolnoma nov smetnjak. A policisti na območju so ga opazili in rekli: Počakajte, ker je bil pomemben za primer. In pogledali so v tisti smetnjak. Bile so rdeče rjave madeže. Bilo je organsko gradivo. In opravili so celotno analizo kraja zločina na tem smetnjaku z uporabo forenzičnih tehnik, fotografij in drugih stvari, o katerih boste slišali skozi to sojenje. Naslednja stvar, ki so jo našli, je bila le nekaj 100 metrov, manj kot četrt milje od tistega stanovanja. 5210 Mockingbird, na isti obcestni cesti, na istem območju kot smetnjak. Našli so odtočni jašek, videli so to. Pokrov je bil na mestu. Posvetili so z baterijsko svetilko skozi luknjo in tam spodaj so nekaj zagledali. Približno 54 metrov globoko je, s prepustom, ki poteka od ene do druge strani. To je bil kraj, kjer so našli Sorajo. To je bil kraj, kjer so našli njeno telo. Strelsko rano. Levo oko, leva obrv. Več dni je ležala v tisti vodi. Notri sta bila odeja in blazina, terenec, pa tudi nekaj rjavih, vojaško izgledajočih rokavic. Tudi te so bile tam z njo.
Groze je pomisliti, da bi po napornem iskanju našli truplo neke osebe v takem stanju, na takem kraju. In tožilstvo mora pregledati še več dokazov. Se spomniš, ko sem omenil, da je obtoženec rekel, oziroma naj bi rekel, da je opravljal opravke na dan, ko je izginila Soraya? Tukaj je, kaj naj bi ti kupljeni predmeti razkrili in kako naj bi bili uporabljeni. V tem primeru bodo predstavljeni dokazi, ki bodo to dokazali onkraj razumnega dvoma. Nekateri izmed teh bodo 6. avgusta. Res je šel v Fred Meyer. Vendar pa ni bilo sestavin za guacamole, ko je prvič šel ob 12:26. Kupili je Gatorade, omako marinara in povsem nove rjuhe. Pojdi si ogledat video, kjer opravlja ta nakup. Vneste v svojo številko za članske točke zvestobe. Šla si znova ob 6:12, kjer si kupila vodikov peroksid, druga čistilna sredstva, vatirane palčke. Potem si šla v Lowe's ob 20. uri. Približno 360-litrski smetnjak na kolesih. In potem se je vrnil v Fred Meyer, ko je bil očitno na parkirišču Breton Breitenberg, Ari pa je iskal po gozdu. Ampak se je vrnil v Fred Meyer in kupil novo prevleko za vzmetnico ter rdečo blazino. Vsi ti dokazi bodo predstavljeni v prihodnjih tednih. Tudi to je bilo najdeno tukaj na prizorišču zločina. Čistilo za preproge. Vzorec tega čistila za preproge je bil poslan državi. Kaj? Mislim, da bo enota za odkrivanje kriminala na ravni države. Analizo DNK je opravila doktorica Emily Matthews na tem in drugih predmetih v tem primeru. Vzorec tega se je ujemal z DNK Soraye Hildebrand. Našli smo tudi tisti vodikov peroksid, številni drugi znaki in dokazi o čiščenju. Tožilka omenja tudi druge strokovnjake, za katere pričakuje, da bodo pričali v njenem primeru. Strokovnjak za strelno orožje naj bi pojasnil, da je glede na razdaljo in vzorce smodniškega tetoviranja malo verjetno, da je šlo za samomor. Poleg tega bo sodni izvedenec pričal o vzroku smrti Soraye, skupaj z več pričami, ki so bile v stiku z obtožencem v času tega umora. Slišali boste Marije Vance o tem, kako je potekala tista noč in kaj je našla. In ko je obtoženec vprašal, preden so našli telo Soraye, kaj misliš, katero premoženje naj dam njeni družini? Razmišljala sem o njeni otroški odejci in njenem poročnem prstanu. Soraye še niso našli. To je bilo v sredo ali najkasneje v četrtek. Slišali boste patruljne policiste, ki so pomagali preiskovati ta primer in kako so bili dokazi zbrani, predstavljeni in poslani v laboratorij. Slišali boste številne detektive, ki so sodelovali z detektivko Clark pri njihovih obsežnih zaslišanjih Zarije Soltan in neskladjih, ki so jih odkrili. In celo slišali boste gospoda Hildebranda, kako to pove svoji mami. Potem, ko so ga aretirali v tem primeru. Zapletel sem se v laži. Verjetno jih ne bo mogoče razvozlati. Zaradi vseh teh razlogov bo država po predstavitvi dokazov v prihodnjih tednih na koncu pred vami. Uporabite te dejavnike na elemente, ki sem jih predstavila, in pokažite, kako je obtoženec kriv za umor 1. stopnje, umor 2. stopnje in prirejanje fizičnih dokazov brez razumnega dvoma. Takrat vas bomo prosili, da ga spoznate za krivega. Hvala. Tako da bomo morali počakati in videti, kako se bo primer tožilstva odvijal, ko bodo začeli klicati priče. Mimogrede, to sojenje bomo spremljali od začetka do konca. Zato spremljajte vse novice na Law and Crime in Court TV. Ampak vrnimo se za trenutek nazaj, prav? Zdaj si zapomnite, to je pomembno. Zarius Hildebrand je nedolžen. Domneva se, da je nedolžen, dokler ni dokazano nasprotno. Sicer to ne bi bilo pošteno sojenje, kaj ne? Predstavili smo izjavo tožilstva. Predstavili smo možne dokaze, ki jih bodo imeli v tem primeru. Zdaj pa pojdimo k obrambi. Kako je obramba poskušala vse to pojasniti? V svoji uvodni izjavi ali pri pojasnjevanju stvari, oziroma poskusu pojasnjevanja stvari, tukaj imate. To je primer, ki vključuje tragedijo mlade ženske, ki je izgubila življenje v nesreči, in zgodbo prestrašenega mladega moškega. Dokazi v tem primeru bodo pokazali, da je Zarius Hildebrand sprejel veliko slabih odločitev, naredil veliko napak. Potem, ko je odkril, da je njegova žena umrla v njenem stanovanju,
zjutraj 6. avgusta 2023. Ugotovil je, da je njegova žena umrla zaradi ene same strelske rane v glavo. Dokazi bodo pokazali, da je bil strel, ki je ubil Sorajo, posledica tragične nesreče, ki si jo je povzročila sama. Nesreča, ki si jo je povzročila sama. To pa ni obramba, ki bi jo pogosto slišali. Pravzaprav smo o tem nekaj ugibali v naši oddaji pred nekaj dnevi, kaj ne, ko smo se pogovarjali z Erikom Fantisom o tem, kakšne možne obrambe bi lahko obstajale. Zdaj bo Zarin odvetnik malo pojasnil, zakaj bi to lahko držalo. Najprej pa tukaj poroti podrobne predstavi obtoženkin otroštva. Pri 5 letih je bila Zarja odvzeta in nameščena v rejniško oskrbo. Iz rejniške oskrbe ga je posvojila njegova nova družina. Svojo posvojiteljsko družino. Bil je s svojo mamo, očetom, starejšim bratom, mlajšim bratom njojem in svojim malčkom Tamje. Odraščal je v Kentuckyju. Končal je srednjo šolo. Njegov najstarejši brat je zašel v težave. In Daris je želel biti vzornik svojemu mlajšemu bratu Emijoju. Zari se je po končani srednji šoli pridružil vojski. In tam je spoznal Sorajo. Torej je jasno, da obtoženec nikakor ni imel lahkega otroštva. Zdelo se je, da je želel biti dober zgled svojim sorojencem in svoji rejniški družini. In takrat ga je to pripeljalo do tega, da je spoznal svojo ženo, Sorajo. Vendar se obramba ne izogiba napakam svojega klienta. V zvezi je sprejel nekaj slabih odločitev. Ujeli so ga, ko je pošiljal sporočila na Snapchatu ženskam, ki niso bile Soraja. Toda na svoj 21. rojstni dan je bil srečen. Soraja je želela praznovati z njim. In tako sta šla praznovat. Darius Petega, avgusta 2023, ni vedel, kakšna groza ga čaka, ko se bo zjutraj 6. avgusta 2023 zbudil. Zanimivo je, da ga prikažejo bolj človeškega, a hkrati ne bežijo pred nekaterimi težavami, kaj ne? Ne bežijo pred tem. Ni tako, kot da bi čakali na kakšen prikrit napad tožilstva. Zdaj ste slišali različico dogodkov tožilca v tisti noči, ko sta obtoženec in Soraja šla ven s prijatelji za njegov rojstni dan. Zato dobro poslušajte, kako obrambna odvetnica razloži svojo različico časovnice. Od veliko 21-letnikov je šel ven in se zabaval. Kaj vemo o Dariusu? Vemo, da rad pije. Pijal je že preden je dopolnil 21 let. In viski. Pravzaprav je pil toliko, da je zaspal. In ko je dopolnil 21 let, je to lahko počel zakonito v baru. Bil je navdušen. Začel je v Dave & Buster's s Sorajo in nekaterimi svojimi prijatelji. Nazadnje se je zabava preselila v Willowlo, kjer je nadaljeval s pikem. Darius je postal močno opit. Družba se je odločila, da se preseli iz Willowlota v Gaslight. Darius je bil tako opit, da ga v Gaslight niso spustili noter. Torej družba, čas je, da gremo. To je bilo okoli 1 ure zjutraj, 6. avgusta. Darius se usede v Uber s svojo ženo Sorajo in njuno prijateljico Marijo. Bruha v Uberju. Vrnejo se v svoje stanovanje, spet bruha. Soraja mora. Mu pomaga Kipriki v stanovanje. Darius spi. Kaj se je zgodilo med trenutkom, ko je Darius s Sorajo prišel domov? In časom, ko se je zbudil?
Medtem ko je bil v tem opitem stanju, Darijev spomin ni popolnoma deloval. Zbudi se 6. avgusta zjutraj in odkrije, da je njegova žena mrtva v postelji. Ima eno strelno rano v glavi. Strelna rana, o kateri boste slišali od strokovnjaka v tem primeru, Matta Kassla, da čeprav ne vemo natančne razdalje, je bil strel sprožen z razdalje od neposrednega stika do približno 30 cm. Darius je star 21 let in ga je strah. Ja, po navedbah obrambe je zadnji našel Sorajo strelsko rano. In tudi, če bi to držalo, zakaj bi, kot so trdili tožilci, šel v takšne skrajnosti, da bi prikril smrt svoje žene? Tako to pojasnjuje odvetnik obrambe. Strah. Ja. Razlog, da je Darius storil to, kar je storil, o čemer boste slišali. Slišali boste, kako se pretvarja, da je pogrešana. Slišali boste, kako je šel do konca. Slišali boste, kako je kupil smetnjak. Slišali boste, kjer so našli njegovo ženo. Te stvari boste slišali. Zavedajte se, da ima tožilstvo v tem primeru dokazno breme. Ne bi bilo prvič, da sem videl primer, kjer bi obramba lahko namigovala, veste, da so bili del prikrivanja, panike, čiščenja, vendar niso na noben način prispevali k umoru. Prav, to sem že videl. To, da obramba izkoristi konec tega uvodnega nagovora, da izpostavi ključen dokaz, za katerega verjame, da manjka. Ne boste slišali nobene priče, ki bi bila tam, ko je bilo sproženo strelno orožje. In čeprav vam ne bo všeč, kaj boste slišali, kot smo že rekli po odmoru. Medtem ko boste videli nazorne slike in boste verjetno jezni. Zaradi tega, kar je gospod Hildebrand storil potem, ko je odkril svojo ženo mrtvo, dokazi preprosto ne bodo pokazali, da je Zarja pritisnila na sprožilec. Ne bo prikazano. Ta primer govori o mladem moškem, ki je naredil grozno napako. Gre za strah, ki se pojavi, in odločitve, ki jih ljudje sprejemajo, ko se znajdejo v nepredstavljivih okoliščinah. Ta primer je tragedija, to pada srce. To ni umor. Zato vas bomo ob zaključku tega sojenja poroto v ZDA prosili, da ugotovite, da gospod Hildebrand ni kriv obtožb v tem primeru. Hvala. Torej, v naslednjih nekaj dneh bomo videli, kaj bodo povedale priče. Ali bo porota verjela, da je šlo za grozljivo nesrečo ali za hladnokrvni umor. Za zdaj so to uvodne besede. To je vse, kar imamo za vas tukaj na stranski vrstici, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moje oddaje na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.